Lepo pozdravljeni. November se poslavlja in le še nekaj dni nas loči do zadnjega meseca v letu, ki se ga je pregovorno prijel vzdevek veseli in le upamo lahko, da bo tak tudi letos, saj živimo neko povsem drugo življenje, kot smo ga pred letom 2020. A nekaj je gotovo, mesta in kraje bodo razsvetlile živopisane lučke in pričarale nekaj lepšega vzdušja in dale novo upanje. Nocojšnji poudarki oddaje so: Delavski dom Trbovlje pripravil online dogodek o kulturi in izobraževanju. Litijski občinski svet potrdil sklep o podelitvi koncesije za področje turizma v prvem branju. Trboveljska komunala za zmanjšanje odpadkov. V sredo popoldne je v Delavskem domu Trbovlje in prek spleta potekal javni razgovor o kulturi in izobraževanju in njunem stanju v občini Trbovlje. Lokalno skupnost so želeli spodbuditi in ji ponuditi možnost, da spregovori o težavah in predlogih, na katere lahko vpliva ali pripomore k reševanju Evropska skupnost s svojimi inštitucijami. Javnega pogovora so se udeležili predstavniki lokalnih inštitucij z področja izobraževanja in kulture, prek spleta pa je bila prisotna tudi članica Evropskega parlamenta Tanja Fajon. Poglejmo, kaj je povedala v zvezi s pobudami, ki pridejo do njih. Zelo različne so te pobude, kot sem prej rekla, če so to pobude državljanov, posameznikov. Mi se predvsem trudimo v pisarni, kjer imam mlado ekipo, da odgovorimo res vsakemu, in teh pobud je kar veliko. Zdaj nekatere napotimo včasih na domače institucije ali na varuha človekovih pravic ali na ministrstva, odvisno od primerov. Vsako nekako pobudo damo po lastni presoji na pristojno, recimo, telo. Zdaj določene lahko neposredno napotimo na Evropsko komisijo, takrat, ko dobimo, določeno zaskrbljenost iz Slovenije, ki se nam dobi dovolj upravičena, ali gre lahko to za ustno vprašanje komisiji ali pisno vprašanje komisiji, da izpostavimo problem ali pri neizvajanju, nespoštovanju evropske zakonodaje. Lahko gre tudi za vprašanje financiranja projektov, včasih se sami obrnemo na komisijo. Nekaterim lahko konkretno pomagamo, tako da pa tudi odpremo vrata kakšnemu od projektov slovenskih. In teh slovenskih dobrih zgodb je v resnici v Bruslju, promocija njih zelo veliko. Lahko menim samo, ko smo kandidirali, državljana Evrope, 100-letnika Borisa Pahorja, potem pripeljali 100 medarjev iz Slovenije, smo promovirali tradicionalni med dnevi slovenski zajtrk in dan medu, ko smo nominirali Biščaka Maroka, Razredni sovražnik film, bil je finalist, ne nazadnje, zadnja nagrada državljana Evrope, na katero sem tako res ponosna, so bili naši zdravniki in društva bolnikov za limfom in levkemijo in zdravnik dr. Samo Zver s hematološkega oddelka, zdaj zlasti v času epidemije, ko so se sami v solidarnosti zbrali, da so med ljudmi delali dobrodelno akcijo za naprave, ki zdravijo bolnike rakavo. In to so te lepe zgodbe, kjer lahko gradimo na promociji Slovenije v Bruslju. In teh zgodb, kjer se lahko Slovenci povežemo v institucijah, je v resnici veliko. Zdaj drugo pa je seveda pri projektih, ko govorimo o financah. Evropski proračun je sestavljen tako, da seveda bogatejše države prispevajo več denarja, tiste revnejše, če rečem, ga pa več prejemajo. In Slovenija je še vedno za zdaj v tej finančni perspektivi med tistimi državami, ki dobijo več evropskega denarja, kot prispevajo v skupno evropsko blagajno. In tu potekajo različni razpisi. Se zgodi, da kakšni projekti oziroma organizatorji projektov zaprosijo za podporo projektu, včasih pisno podporo, to recimo za črpanje evropskih sredstev. Se je že zgodilo, da je potem kakšno od teh uspešnih projektov organizacija potem na razpisu sredstva tudi dobila, da jih usmerimo, kje dobijo več dodatnih informacij. Nimamo sicer evropski poslanci mehanizmov, da lahko kakorkoli vplivamo na razdeljevanje evropskega denarja, lahko pa pomagamo z informacijami, z kontaktnimi točkami in seveda s priporočili.
Litijski občinski svet je na svoji redni 20. seji, ki je bila v ponedeljek prek Zooma, med drugim obravnaval tudi predlog odloka o podelitvi koncesije za področje turizma, s katerim se je zadnja leta ukvarjal Javni zavod za kulturo, mladino in šport. Gre za pomemben korak pri njegovem razvoju, saj je potreben nov pristop in bolj usmerjeno delovanje za dosego boljših rezultatov. Koncesija bo podeljena Razvojnemu centru Srce Slovenije, župan Rokavec pa je komentiral. Ja, zagotovo smo v zadnjem obdobju naredili veliko aktivnosti na področju turizma v občini Litija. Vemo, da je to še dolga pot, ampak ne glede na to želimo narediti še potrebne korake naprej in ne glede na to, da je Zavod za kulturo, mladino in šport v tem trenutku bil prvi tisti, ki je vstopil v izvajanje tega javnega dela na področju turizma, je sedaj možnost, da se pravi z podelitvijo koncesije Razvojnemu centru Srca Slovenije naredimo potrebne korake naprej. Predvsem se želimo, da bi povezali, se pravi, tako imenovani turistični trikotnik, ki ga Litija že oblikuje od Geosavače, potem Litije z Sitarjevcem in Savo in Poglarsko deželo, kot eno prepoznavno in enkratno turistično destinacijo, predvsem za prihod tudi turistov, ki pridejo v Ljubljano in ki se želijo potem ene zelene, neokrnjene narave tukaj v Litiji. V tem trenutku je res, se pravi, se koncesije lahko podeli za tisto, kar je v lasti občine oziroma v javnem delu. Za vse ostalo pa bo seveda potrebno potem še ustrezne dogovore z, se pravi, fizičnimi osebami in drugimi pravnimi subjekti ali pridobiti, določene nepremičnine. Zato je mogoče v tem trenutku tudi sama podelitev koncesije mogoče bolj okrnjena, ampak dejstvo pa je, da bo koncesijsko obdobje opredeljevalo tudi možnost vključitve in širitve tako izvajanje javnega dela, ki je tako in tako predviden za območje cele občine, kakor tudi specifično upravljanje na posameznih delih. Trboveljska komunala je v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v soboto na trboveljski mestni tržnici postavila stojnico namenjeno izmenjavi uporabnih predmetov. Med 20. in 28. novembrom je Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Letos so se za takšno potezo odločili prvič, čeprav so omenjeni teden obeleževali že prej. Zanimalo jih je, kakšen bo odziv, koliko zanimanja bo med občani in podobno. Na Komunali Trbovlje se že tradicionalno vsakoletno pridružujemo pobudi Evropskega tedna za zmanjševanje odpadkov. V letu 2021 ta poteka med 20. in 28. novembrom. V sklopu tega projekta smo v letošnjem letu pripravili izmenjevalnico uporabnih predmetov in oblačil, ki smo jo postavili na tržnici v Trbovljah. Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so krožne skupnosti, kar pomeni, da je tudi temu namenjena naša izmenjevalnica. Želimo namreč predvsem ozaveščati našo skupnost o tem, da čim manj odlagamo odpadkov in da predmete, ki so še uporabni, pa jih mi mogoče več ne potrebujemo, na nek način namenimo ponovni uporabi. Mi to praktično prikazujemo tako, da smo pripravili nekaj predmetov, ki jih več ne potrebujemo, nekaj so nam jih prinesli občani, nekaj smo jih tudi sami prinesli in jih občanom ponujamo, da si jih tu vzamejo. Lahko tudi prinesejo svoje uporabne predmete in si vzamejo tiste, ki jim mogoče pridejo prav. Ja, danes smo imeli polno škatlo rokavic, takšnih pač zimskih, moških in kot lahko vidimo, imamo samo še ene ženske, so jih kar pobrali in so bili kar zadovoljeni, ko so slišali, da so pač brezplačne. Potem imeli smo tudi kozarce steklarne Hrastnik, tudi z novoletnim motivom, tudi to je bilo kar zanimivo, pa stekleničko za vodo, pa še nekaj drugih manjših predmetov. Tudi v bistvu en par obiskovalcev je pa vprašal, če sprejmemo grelno blazino in neke druge podobne predmete, seveda jih, pa jih bojo verjetno še
pač prinesli. Drugače pa tako, mi smo danes tukaj do približno 11. ure, kar ne bodo obiskovalci pobrali, bomo oddali v staro šolo, prodajalno staro šolo z uporabnimi predmeti, ki se nahaja tukaj na Trboveljski tržnici in tudi sicer velja vedno občani, ki imajo še uporabne predmete, karkoli od posode, oblačil, posteljnine, igrač in kakšne druge predmete, jih lahko oddajo tamle v tej prodajalni stara šola in bodo tam poskrbeli potem za oddajo. V Moravčah so nedavno začeli s pripravami na nov turistični projekt Pot svetega Martina. Tako so prejeli simbolični odlitek stopala svetega Martina iz Evropskega kulturnega centra Sveti Martin Turski Slovenija, saj se domneva, da je hodil tudi prek Moravške doline. O tem priča tudi Moravška farna cerkev, ki nosi njegovo ime, zato je to še ena priložnost za novo znamenitost v teh krajih. Projekt ni nov, gre za Pot svetega Martina ali Sancti Martini. Vezana je pravzaprav na njegov rojstni kraj in kraj, kjer je končal svojo škofovsko zgodbo v Franciji, v Turu, v dolini Loare. To je čez 2000 km dolga pot, trasirana je bila pred leti, se je potem malo zaostavilo vse skupaj, zabrlo. Zdaj se je v Sloveniji našel boljši, mlajši odbor, Jenko ga vodi, gospod magister, in je obenem torej zdaj tisto, da bomo mi končno skončali celo pot. Kajti do zdaj je bila trasirana tudi čez naše kraje do Logatca. Od Logatca naprej ne in prav zdaj je gospod povedal zadnjo novico, da so že strasirali do Kostanjevice pri Gorici na italijansko mejo, kjer gre naprej čez Italijo, potem gre navzgor pod Mont Blanc, se tam preči še nekaj malega tudi Švice in preko centralnega masiva v dolino Loare do Tura, kjer je pač Martin tudi pokopan. Zdaj vmes so postavljene posebne točke, kjer se smatra, da je bil Martin aktiven, da je bil soudeležen in podobno. No in ena od teh točk je slavnostno prišla tudi zdaj v naše kraje. To se imenuje stopinja svetega Martina. In prav to stopinjo smo te dni prejeli, slavnostno so nam prišli povedati. Škoda je, da je pač tudi tu virusno obdobje in temu primerno nismo imeli ne sejma, ne zabave, ki jo planiramo vsako leto za Martinovanje oziroma na Martinove dneve. In je to v bistvu edina nagrada, ta stopinja, ki smo jo zdaj dobili. Stopinjo je naredil francoski arheoložer, je pravzaprav en tak odtis, ki ga bomo potem postavili na naših najpomembnejših točkah. To je Limberska gora in pa seveda v centru Moravč zraven, pri Jurku, zraven same cerkve. Tam se dobi tudi štempelj, seveda stopinja bo pa v cerkvi. Smatramo tudi drugače, da je res velika verjetnost, da je Martin bil prisoten v naših krajih, takrat, ko se je vračal že kristjan, kajti najprej je bil rimski legionar, kjer je sprejel tudi krščanstvo in kot kristjan se je vračal krstiti svojo mater v Šobadelj. In takrat je šel čez te naše konce, kot povedano, je velika verjetnost. Čistih dokazov seveda za to ne more biti, ampak velika verjetnost obstoja. In zato si tudi to čast, te stopinje, še posebej štejemo kot nekaj lepega, kar smo dobili v tem času. V Trboveljskem delavskem domu so na ogled postavili razstavo Kako smo si pisali in se obveščali včasih. Filatelistično društvo Trbovlje je pripravilo tradicionalno letno, tokrat 13. meddruštveno razstavo poštnih razglednic, znamk in drugega gradiva Fimera 2021. S svojimi zbirkami je sodelovalo 43 razstavljavcev iz vseh delov Slovenije in iz 12 društev, krožkov, klubov in zveze tovrstnih zbirateljev. Poleg razglednic in znamk so bile razstavljene tudi druge listine, bloki in male pole, osnutki za znamke in poskusni odtisi znamk, maksimum karte, dopisnice in poštna pisma z že natisnjeno znamko, pa običajne pisemske ovojnice z znamkami in različnimi nalepkami o takšnih in drugačnih storitvah poštne dostave. Pojavljajo se telegrami in novitki prvega dne, pa zveščiči in avtomatske znamke, časopisne in portovne znamke in doplačilne znamke na pismih in razglednicah.
Tako kot smo ljudje trenutno v nevarnosti pred okužbo z virusom COVID-19, imajo tudi naši hišni ljubljenčki življenjsko nevarne viruse. Trenutno veterinarji opozarjajo na mačjo kugo. Povzročajo virus iz družine parvovirusov, ki je soroden virusu pasje parvoviroze. Čeprav spadata v isto družino, se ne prenašata s psov na mačke oziroma obratno. Prav tako bolezen ni nevarna za človeka. Prenaša pa se med mačkami z direktnim kontaktom prek telesnih izločkov, prek okuženih posod ali drugih predmetov, s katerimi pride žival v stik. Skratka, mačka to je akutna virusna bolezen, tako da mačka zelo nenadoma zboli, dobi visoko temperaturo, pojavi se bruhanje, driska, apatičnost, neješče so mačke, konec koncev lahko pride pa tudi do smrti. No, skratka, večinoma mačke, ki pridejo bolane k nam v ambulanto, jim vzamemo kri, zato da vidimo, kaj se dogaja. Pri mačji kugi so znižani levkociti, tako da na osnovi tega postavimo sum na mačjo kugo, ki jo pa potrdimo z hitrim testom iz blata. Kakšna pa je sama preventiva mačk? Verjetno zbolevajo predvsem mlajše. Ja, zbolevajo lahko tudi starejše mačke, ampak mlajše zbolijo imajo pač resnejše klinične znake. Tam do pol leta starosti, mlade muce, ki so necepljene. Zdaj preventiva, absolutna preventiva je cepljenje muc. Virus se lahko zelo dolgo zadržuje v okolici, tudi mesece, leta, lahko preživi v okolici, tako da načeloma neke druge preventive ni. Tudi te alkoholne raztopine, ki jih imamo zdaj za COVID, ne razkužijo tega virusa, tako da moramo uporabljati varikino. December je pred vrati in običaj je, da se v tem mesecu zvrstijo prireditve in zabave, dostojne slovesu od leta, ki se poslavlja. Vendar pa je letos ponovno situacija nenaklonjena takšnim praznovanjem in kot kaže, bomo lepe in svetle trenutke morali poiskati bolj kot ne doma, v najožjem krogu svojih najbližjih. A kljub temu bo tudi na ulicah nekaj praznične bleščave in morda še kaj. Kako bo v Litiji, je povedala podžupanja Lijana Lovše. Približuje se zadnji mesec v letošnjem letu, se pravi veseli december. Jaz si želim, da bomo kljub razmeram, kakršnim so, res rekli, da je tudi december, veseli december, da bomo vsaj nekaj prireditev, vsaj nekaj dogodkov lahko izvedli pač v skladu z vsemi ukrepi. Z Zavodom za kulturo, mladino in šport pripravljamo nekaj dogodkov. Predvsem bi rada povedala, da v začetku meseca, se pravi v času miklavževanja, bomo prižgali luči v mestu, tako da bomo malo pregnali te dolge temne večere, da bomo pač nekako pričarali ta lep decembrski vzdušje. Potem pa verjetno konec ali pa vsaj od sredine decembra pa že računamo, da mogoče se nam bodo pa razmere le majčkeno poboljšale, tako da bomo lahko izvedli nekaj dogodkov, ki jih načrtujemo v okviru rudnika Sitarjevec. Jaz mislim, da ogledi teh mineralnih jaslic, ki so pač lahko posamično, da to bo ostalo, to bo potekalo in sicer po Božiču načrtujemo. Načrtujemo tudi žive jaslice, vendar če jih bomo pa izvedli, bomo videli pravzaprav šele kakšen teden pred tem dogodkom. Jaz bi pač predlagala vsem našim občankam in občanom, da malo spremljajo naše aktualne zadeve, bodisi na spletni strani občine Litija ali pa Zavoda za kulturo in mladino in šport, kajti dejansko kaj se bo dogajalo, se bo pravzaprav odločalo sproti, tudi glede na epidemiološke razmere. Bi pa vseeno rada pa povabila naše družine, prebivalce mesta Litija, da se tudi letos prehodijo po pravljični poti, ki jo bomo ponovno pripravili v starem mestnem jedru v drugi polovici meseca decembra in mislim, da bo to spet ena taka zanimiva zgodbica, predvsem za naše najmlajše.
Občina Šmartno pri Litiji in javni zavod Bogenšperk vabita na adventni sejem, ki bo jutri v soboto med 9. in 14. uro na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji. Adventni sejem je poleg šmarskega spomladanca in dobrot šmarske dežele že tradicionalni sejem, ki ga prirejajo v Šmartnem pri Litiji pred prvo adventno nedeljo. Na sejemski tržnici se bodo predstavili lokalni ponudniki, obiskovalci pa bodo lahko izbirali med raznovrstnimi domačimi dobrotami in rokodelskimi izdelki. Rdeča nit bo seveda praznični adventni čas in temu bo prilagojena tudi sejemska ponudba. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.